Ko pa človek misli, da ne more več, pravimo pa še 50% rezerve, ne. In jo pogledam prav trapast, ne, tako okrej se grem jaz kar stuširat, pa grem pol naprej. Fant se mi je zasmilil, ko je rekel, da da jajca kromati, če jaz nimam kje še kakšne rezerve, ne. A spet sem pristopila jaz na inženirski način, ne. Traso imamo, dolga je toliko, limite imamo, dolgi so toliko. Nedelja popoldne, sneg pada, veter je, dež je vmes, a greva na Zasavsko, no pa peva. Petra Macuha sem poznala pa zato, ker je na Knap trailu v eni mlakuži škrpec zgubil. In sem ga takrat prehtela. Lej, a sem toliko prsmojena ali pa imam toliko nadihtano, a veš, da me nič nazaj zglajza, ne. Draga publika, dragi tekači in tekačice, pa trelaši, pa vsi tisti, ki jim je tek blizu, pa tudi tisti, ki teka res ne marate. Tale epizoda vam bo seveda všeč, zaradi več razlogov. Najprej se bom potrudil, Maja Sakač Rožmanec, kaj sem citiral oziroma naglasil narobe? Ja, ta drug priimek, Rožmanec je prav. Maja Sakač Rožmanec. Čist preveč, koliko ljudi zadane oba tvoja priimka iz prve? A veš, kako je s tem, ne? Štajerci ponavadi Sakač prav rečejo, pa Rožmanec rečejo, tule po tem koncu pa prej obratno, pa Sakač pa Rožmanec prav. Sem si zakomplicirala, ne? Ampak je pa dober icebreaker najbrž, ne? Da vsaka debata, ko se ti predstavi, ko te nekdo pač nekje predstavi, pa začneš ga popravljati, pa je let pribit ali kako, ja. Pa lej, kakor se mi zdi, včasih kakšnega tudi ne, pa naj si misel po svoje. Veš, so določeni, ki zanalaš, tako rečejo, ne. Kako pa se recimo predstaviš potem, rečemo kakšnemu tujemu partnerju ali pa človeku iz tujine, ki nate naleti, za njih je pa to še večji izziv z vsemi šumniki pa tako naprej. Pa imam občutek, da nimam glih kakšnega hudega problema s tujci, a veš, ker jaz rečem, živijo Maja tlele ali pa po telefonu, tako da to je to. Jaz sem Maja in to je to. Ne, se mi zdi, da če bi šla na kakšen trail v tujino, kjer pač niso vešči slovenskih priimkov, kaj šele naglasov, pa bi tam mogla to pač narekovati, da bi kdo zapisoval, bi bil kar izziv, ja. Bi znal biti, ja. Bi znal biti. Sem slišala priimek svoj, enkrat v tujem jeziku je bilo Rozmaneč. To je noro. Mislim, variacije na temo. Ja, ko boš izdajala pač, recimo svojo knjigo v tujih jezikih, da boš vedela, kako te bodo tam pač. Se prav bojim, ja, da jo bo treba. Nikoli veš, mogoče pa tale podcast naredil push, pa bo zdaj kakšen od najnih poslušalcev to prenesel, kakšnemu tujemu založniku, pa boš potem na Amazonu postala milijonarka, pa boš lahko nehala početi ostale stvari. Maja, kako si drugače, dober večer, ja, tole snemava, spoštovani in spoštovane, na svetega Patrika večer, sva brez piva, kar je seveda po svoj greh, ampak si ga oprovočila kasneje, kako si, Maja, drugače? Pa ja, lej, živim iz dneva v dan, iz tedna v teden in tako naprej, tako kot vsi ostali. Pivo ti je blizu? A veš, da je to zanimivo, odkar sem se spravila trailom, ja, prej pa ne. Kako pa to, ali boš rekla, da je ta trelaška druščina taka tudi pivsko vesela, pa rada kakšnega spije na koncu? Pa se ne morem odločiti, da je to druščina taka, so pač potrebe telesa takšne, da pač nekaj rab, pa zagrabaš tisto, kar je bolj treba. To mi je všeč. Ne vem. Na svet ne bom sprašal nutricionistov, bom sprašal Majo Sakač Rožmanec. Potrebe telesa so tiste, zdaj mi je vse jasno. Ja, mislim, lej, jaz sem gradbinca, veš, jaz nisem nutricionist, ampak dejstvo, da si v zuni, pa ko zagrabaš tisto, kar rabaš na ukrepčevalnici, je to. Saj nimaš kaj veliko pameten biti. Kje pa na ukrepčevalnicah recimo ponujajo pivo? Ajde. Ja. Na teku na Ratiteljc imajo lovci na ta zadnji ukrepčevalnici, ki je v bistvu samo vodna postaja za take, ki vemo, pod mizo kakšno piksno. A zdaj sem pa preveč na glas povedala, ne? Zdaj
se bodo vsi prijavili na letošnji tek Naratitovec, pa težili bodo na zadnji ukrepčevalnici, ampak ajde. Ne, Ajde. a veš, veste, tudi, saj ni nujno, da je glih ukrepčevalnice, veš, včasih ljudje za cesto vidijo, da se nekaj dogaja, pa ti prinesejo, pa ti ponudijo, pa tako, te sploh ne poznajo, pa kaj ti lahko pa pomagamo, ne? Zelo Dajo, lepo. poznajo. Zelo lepo. Ja, to, da veste, vsi organizatorji tam zunaj, pa vsi tisti, ki radi navijate, ja, tudi žejnemu trelašu, poleg vode in elektrolitov, včasih paše, ali pa kar velikokrat tudi kak napitek s peno, pa ne mislim kakava. Tako da ostalo več, boste še zvedeli v tej epizodi, zakaj imam Majo za gostjo, boste rekli, ja, prvič po poklicu je gradbenica. Ko gradbenic poznate? Kljukca, to bo zanimivo. Ja, v zasebnem življenju pa predvsem ne mara teka. Kljukca, zakaj pa pol tukaj? Ja, zato, ker tako ne mara teka, da je postala ultra trelašica. Kako bo je to možno, boste rekli, vse bo povedala sama, ne samo, da je trelašica, ultra trelašica, je gorska tekačica, kačink, to je noro, to je še noro. Ma 3 stotke za sabo, stotke. A te lahko popravim, 200 končani. Ja, ena ni ratala. Pa, sploh ni važen, jaz jih štejem. Ok, tretji poskus. Ni važen, ampak je pa red. Ok, 2 stotki za res, tretja je bila Ja. v poskušanju, tretja za res bo tudi kmalu, pa desetine drugih dirk, če ni tekačica oziroma udeleženka je prostovoljka, časomerilka, včasih tudi daje vodo ali pa deli politanke, ne motim se, politanke rada je, če jih seveda kaj ostane, kakšni krčevalnici, pa še več, ne. Toliko dogodivščin ima za sabo in toliko zanimivih zapisov na socialnih omrežjih, da je lansko leto iz vsega tega sestavila knjigo in jo izdala, kar debela je, vidite. Ni samo za podložiti, nekakšna vrata, tudi za prebrati. Zelo zanimiva je, jaz sem jo dal skozi, ko sem Majo dober teden nazaj srečal na posebnem trailu, ja, tam v Solkanu, pri Renatu in Klaudiji, tako da ko sem knjigo dobil v roke, sem jo takoj prebral in pa sem rekel, zdaj mora pa Maja kaj več povedati. Zakaj bi pa povedala več? Ja, ker lahko. In to je tudi naslov njene knjige. Prodajali bomo na koncu. Zdaj pa Maja, kje bova začela? Recimo, kar mi je bilo najbolj zanimivo, pri Valentinovem. Ja, zakaj ti praznuješ Valentinovo? Prosim lepo. Zaradi tega, ker je tako v modi, ne? Ampak moja moda je malo drugačna in se je zgodilo, to je bilo zdaj 13 let nazaj, da sem skoraj končala življenje. In sicer je bila zadeva taka, da sem eno čudno sepso staknila in če bi šla kakšen dan kasneje k doktorju, bi se medva ne imela zdaj kaj pogovarjati. Ponavadi je ta stafilokok, če sem prav prebral, Ja. tudi zelo pogosta bolnišnična okužba, pa zelo trdovratna reč. Kako si ti staknila? Rekel to. To pa Bog ve, pa noče povedati, ker doktorji niso poštudirali. Zgodilo se je. Ampak kakšni so bili simptomi, recimo pri tebi, da si v bistvu sploh potem naredila kaj na tem? Pri meni, veš, kako je bilo? Na petek me je tako nek spodrsnil na nekem ledu, me je skoraj raztegnil in potem sem jaz še šla na košarko, pa na vaje za mažoretke, ker je bilo treba iti v maškare. V soboto je šlo že težko po stopnicah in v nedeljo se je pa že vročina začela, ne? Tako v ponedeljek pa k doktorju, pa sem rekla, me toliko boli, da imam kar vročino, prav od bolečine, pa ne rata vročina, ne? Pa mi je dal nek tramal, pa je bila zadeva približno v redu, naslednji dan sem šla nazaj, prav tisto pa danes bolj boga, kot včeraj. Mi je dal pa 2 napotenci, pa je šla ena na infekcijsko, ena pa na travmatologijo. In pa smo se pa vozičkali s tistim vozičkom tam od spodaj po bolnici, na brzino. Se pravi, kaj, v žilo so ti preklopili antibiotik, pa upali, da bo deloval, pa imeli plan B pripravljen, kako je bilo vse skupaj? Ja, približno tako, ja. Pač v bolnici 3 tedne, 22 dni, na žilo direkt, na 8 ur se mi zdi, tako zelo jako dozo nekega antibiotika. Pa še en mesec doma na tablete. 3 tedne v bolnici sam na antibiotikih, noro. Ja. Kdaj se je zadeva začela dejansko potem izboljševati, pa počutje, pa vse ostalo? Ko sem iz bolnice prišla, sem jaz kar še zelo po berglah kravljala. Kar zelo. Tako da pol v bistvu se je v tistih 4 tednih, ko sem bila doma, se je recimo zadeva toliko popravila, da sem se vsaj približno sama v avto sedla pa odpeljala, ker sem rekla, da ne bom več v bolniški in da grem v službo.
Je doktor rekel, ja, pa se še niso redu, sem rekla, le, doma lahko sedim, na šiht lahko tudi sedim, pa pelem se pa tudi z avtom v šiht, tako da je bilo to. Nisem mogla biti več doma. Mislim, noro, a so ti rekli, da je tako zahtevna bakterija to, da bi, da si imela kar srečo na koncu, da marsikoga pa dejansko z nogami naprej odpeljejo ven. Ja, pa v bistvu je zadeva taka, da če zamudiš tisto, glih še recimo temu ta prav cajt, če začnejo organi odpovedovati, si frdamen. Pa je to varianta, ki si rekel, z nogam naprej pa povečna lovišča. Se pravi, ampak okej, lej, nisem še tam, no, tako da zgleda, da še nam čist pred. Ja, redki posamezniki, med njimi si tudi ti, Maja, praznujejo pač 2 rojstna dneva, je tako, potem ti ta 14. februar praznuješ kot dan skoraj da drugega rojstva. Ja, bi lahko. Mislim, zelo lepo. Ja, zdaj si, sicer ne verjamem več v rek, kar te ne ubije, te utrdi, ker ponavadi, kar te ne ubije, ti naredi samo bolj švohotnega, težko trdite, ja, kaj takega, kar ti ne jih ubije, ampak kar ti pomaga, ampak lepo, da si z nami, Maja, lepo, da si se potem lotila tega čudovitega športa, ki se mu reče, kako? Ne tek. Ja. A si kdaj v življenju zares tekla prej, recimo pred svojo trljaško kariero? A veš, kako je? V osnovni šoli sem bila kar precej hitra, ne? Potem me pa na vsak način hotel trajbati po kakšnih, takrat so bili še krosi moderni, ne? Posledično sem bila na marsikakšnem krosu, ampak nikoli prav z veseljem. Tako da to je bilo od mojega teka. Sem pa rada laufala, ja, tako, a veš, je bilo treba fantom pokazati, da sem pa jaz lahko hitrejša, kot so oni, ne. Tam sem bila pa sigurno zraven. Se pravi, nekaj malega si imela v sebi tega neumornega tekaškega duha že v mladosti, ja? Mislim, a je bil glih duh ali ne, v nogah je bilo. Zdaj je bilo glih v duhu, a ne pa druga. Ampak kaj se potem zgodi, da Maja, ki ima polnovredno življenje, ja, ne gre enkrat, ne vem, kam? Na Knaptrel, na kjer trail si šla najprej? Najprej, mislim, ta prvi, na katerem sem dejansko stala, je bil Knaptrel, ja, to je bil 3. januar 2015. To je bil prvi Knaptrel. Ampak ta prvi, ko sem bila pa prijavljena na njega, je bila pa Istra 65 kilometrov. Ampak tista je bila šele aprila, veš, posledično pa je bilo treba prej probati, kaj se dogaja na takih. Čakaj, zdaj bova mogla tole razdelati, ne? Človek se iz ljubega miru pač ne prijavlja na 65 km na Istro, razen če izgubi res hudo stavo, ali pa je, ne vem, v takem stanju na kakšni žurki, da pač potrdi nekaj, kar ne ve, zakaj se gre, kaj pa vem, zakaj se Maja Sakač Rožmanec, ja, davnega leta, kdaj? 2014, kdaj prijav za Istro 2015? Ja, 2014 sem se prijavila, ja, za Istro 2015. A veš, jaz sem en let prej v bistvu šla, ta je bila pa res iz ljubega miru, ta prva je bila Franja, veš, leta 2014, ne, in to na nedeljo je bila Franja, en ponedeljek prej sem bila pa jaz pri frizerju, pa sem moji frizerki rekla, da sem nekaj ti poslušala, a čva iti, ne, je prav se jaz sem prijavljena, okej, ona je bila prijavljena, pridem jaz domov, pa mojemu rečem, sem rekla, ti Damjan, kaj pa če bi se jaz na Franja prijavila? Ja, dej, ne, 3 tedne fant ni upal vprašati, kaj je narobe z mano. 3 tedne, šele po 3 tednih je rekel ti, kaj pa je bilo zadnjič tis, ne? Da sem rekla, lej, nas sprašuj depra. Kriza srednjih let. Ja, pa kaj, ja, ne, definitivno je bila neka kriza, zdaj je bila glih srednjih let, ampak v glavnem, a veš, tisti moment sem imela občutek, da nikamor ne pripadam, pa bi mogla na vsak način nekam pripadati, a veš. Mulca sta glih toliko zrasla, veš, da glih planic ni bilo treba več, ne? Kaj je pa po mojem, da nekaj manjka, da veš, noben Bog ne ve, kaj se je zgodilo. Noro. In ti se odločiš za Franjo, pa se, mislim, sklepam, da kratko Franjo pa vse. Ja, pa to je vse 100 kilometrov, Bog pomagi. Ja, to pa je res, ja. Mislim, ki jih moraš na svoji zadnji plati, s svojima nogama, ne, in pognjenim križem, pač prekolesar za Božjo voljo. Ja, pač, lej. A veš, vsi, če ne veš, kaj te čaka, pa ni tako hudo. Mislim, da je to in zdajle. mislim, da z njimi 65 kilometri, kaj pa jaz vem, kaj je 65 kilometrov.
No, mislim, 65, dosti je zdaj, mislim, a si kdaj prekolesarila že prej to, kar v kosu? Franjo. A tako razdaljo, Ne, recimo? a veš, jaz sem imela trening 3x po 15 km, ko sem šla na Franjo. In zdaj mi pa povej, kako je pa to potem izgledalo na dirki. Evo, ne, prideš v top formi s 3 treningi, tja, Ja. a ne, pa zaženeš hudiča. Kaj, a veš, takrat so bile še take tranše, da so te po letnikih noter tiščali, ne? Aha, In sem bila, ne vem, tam v enem 3. ali 4. boksu takrat, pol glih toliko znam pa seštevati, 2 pa 2, a veš, da je 5, ne, da sem ugotovila, da ko me je ta prvi, ki so za mano stali, ne, ko so me prehiteli, da je gužva, ne, potem sem že poštudirala, po kateri strani prehitevajo, da sem se jaz umaknila, da je ta druga šla mimo, veš. In tako je šlo počasi, najprej gor prek Vrzdence, pa na Lučne, pa pol dol na Gorenjo vas, veš, in pol počasi tam, ker prek Škofje Loke so me pa že avti začeli loviti, veš, ko so itak zaporo že odpeljali. ampak to ti ni vzelo nobene volje, se ti ni zdala motiti, ti si peljala naprej. Ja, jaz sem peljala naprej, pa če bi me kakšen tisti moment videl, bi rekel, da sem na kakšni substanci čudni, ne, ker jaz sem te kar smejala. In prišla si v cilj, predvidevam, da tudi nasmejana, ne vem, vsa vesela, brez kakšnih padcev, pa brez kakšnih traparij. Ja, veš, mislim, jaz sem šla dejansko, mislim, do kolen v mlačno vodo, ker nisem vedela, do kje je voda, ne. Toliko pametna sem, ne, da če sem postavila 3 ukrepčevalnice, da poje treba na ukrepčevalnici zatakniti, ker je z razlogom tam, ne. In sem jaz lepo na vsake ukrepčevalnici lepo malo župce, pa malo čokoladke, pa malo kakšne banane, pa to. In jaz sem pa šla tako, lepo počasi, pa zandahniti okoli. Pa, organizatorji so te seveda potroštali, potem tudi noben te ni s kakšnimi zaporami podil s proge, naredila si vse legitimno. Ne, to nisem bila zadnja, kaj me bojo podili. Točno to. Mislim, a smo, a nismo, a smo plačali štartnino, a smo tle za to, da odpeljemo do konca, pa vendarle, kolesarila si, a te je kaj bolelo ali je samo ponos žarel? Ne, mislim, bolj je ponos žarel, kot bi me kaj bolel, ja. Ja. Tista rit se je že pocajtala, če sem cajta. Glih nekega muskelfibra preveč nisem imela, križ me je malo sekiral, pa sonce me je malo žgal, no, to je pa tudi bilo, ja. Se pravi, so vsi okrog tebe rekli, Maja, super si, prav odločitev, ampak tega ne počni več, a so rekli, to bo pa, z tega pa še nekaj bo, a so rekli, no, se jo bo samo minil. Ja, veš, kako je, ne, po mojem, da niti vsi niso upali vsega povedati, ne, ampak eden od komentarjev od sodelavcev je bilo pa, ko ona skavča direkt na Franjo. Ne vem, kako, takole, sej. Lep naslov članka, recimo. Ja. Prosim? Lep naslov za članek iz Kavča na Franjo, evo, vidiš. Ja. Ja, recimo. Ja. Ampak, ok, to je bila Franja, to je bil kolo, pos pa rekla... Let prej, ja, pol. Tist let, ko sem jaz tam trafuzala po Franji, je en moj kolega bil pa ta prvič na Istri, pa tudi glih na 65 km in pol, ko so pa hodila vsak svojega sina čakati na košarko, je bilo pa en kup enih debat, kako je tam fajn, pa kako je to lušten, pa kako je to treba. In valjda sem jaz prišla domov in sem rekla Damjanu, mojemu možu, se kaj, ja veš, Sandi je rekel, ja, pa kar parjav. Čak. Mislim, a si tako prepričljiva, znaš tako zadeve prodati, ali si pač zaukazala, midva greva zdaj na trail, ali kako? Ja, ne vem, znam jaz prodajati, očitno je moj kolega to znal meni prodati, jaz sem pa mojemu sem rekla, da je Sandi je rekel, pa je bila zadeva rešena. Kar Maja reče, to potem drži. Ali je Damjan, ki prej že pač tudi laufal, športov, treniral, da se je tako hiter preključil potem temu projektu? Mislim, Damjan je tekač, ja. Že prej, ja. Veš, ker je tudi, mislim, takrat, ko sem midva recimo začela hoditi, pa je recimo, jaz sem bila takrat še v Kresnicah, je rekel, grem malo laufat, no, in potem pride čez 2 ure nazaj, koliko časa je minilo, veš, sem rekel, kje si pa bil, ja, prav v Litiji. Kako v Litiji, veš, da je 9 kilometrov do Litije, pa je treba še nazaj pridati, ne, meni je bilo takrat, ja, prav, vse sem šel počas. Ampak to je bilo njemu tako, veš, kot čevlje se zud. Se pravi, on je že prej
trčkaril, tekljal, tekal, maratone na žigo. Ja, Ali kako? ja. On je bil pa, zdaj pa ti ne vem čisto točno povedati, veš, ker je bil tudi v tem litijskem klubu šmarskih in litijskih tekačev. Šilt se je imenoval v svoje cajte, zdaj manj, da ga ni več. Ampak v glavnem on je bil tam, ampak pol je pa, lej, takole je nanesel, lej, se ti ne znam razložiti, zakaj je do tega prišlo. Očitno, in ti se pa javiš, bog ne dej, da bi rekla, ok, 65 je pa res dolga, ampak dobro, če človek prekolesar Franjo na suho, potem v 65 km v hribih ne pomeni nič posebnega, da bi rekla, bom šla pa rajš na kakšno krajšo, bom šla pa na 30 ali pa ne vem kaj. Ni bilo niti debate o tem, pač tista stotka je bila predolga 65, pa recimo, da se jo da preživeti, ne. Prav. 65 se da preživeti in potem je Maja, ko se je prijavila, takoj začela trenirati, ali kako? Pravzaprav veš, lej, treba je povedati, ne, da jaz te Istre nisem prelafala tako, kakor Ivi Hrastavc, recimo, ne. Pa midva tudi, recimo temu, da sva trenirala, ne, a veš, midva sva bolj ne hodila, sej sem vmes tudi zlaufala, veš, če sem jaz računala, da meni lauf ponuca manj energije, kakor hoja, pa da mi je glih pasal laufati, saj sem tudi laufala vmes. A veš, marsikdo me je videl tudi laufati vmes, ko pravijo, Maja pa ne laufa. Laufa, ne, Maja ne mara laufati, ampak če pa je hitreje, veš, poj pa hitreje, Bog pomagi. Mislim, pragmatično torej pristopaš k temu športu, vidim, ja, to je to. Ja, lej, a veš, jaz sem po izobrazbi in po duši inženir, ne. To je to sem hotel reči, inženirski pristop. To je drugačni kot enega družboslovca. Ali pa umetnika, ki sanjari, seveda, jasno, mislim, no pa dejva, naredita odvod, kako Maja Rožmanec postane sploh gradbenica. Mislim, že to je dosti fascinanten poklic za žensko, čeprav vem, da jih je vedno več, se za to odločajo, ampak še vsem ste precej v manjšini, ni to pogosto pri dekletih danes. Zakaj si ti šla v te vode? Zato, ker mami rekla, da učiteljica pa ne bom, ne vem. Tako je nanesel, lej, pač hotela sem iti na Bežigrajsko, a veš, matematika mi je kakor dobro šla, ne. Mami je rekla, ne, veš, učiteljica pa ne boš, ker sem jaz bila, pa to ni v redu, ne. Zraven Bežigrajske je bila pa gradbena, pa po mojem, da je bilo to. Mislim, po drugi strani pa je, da sem že majhna mula rekla, da bom jaz pa hiške zidala z rdečih ceglov. Tako da zna biti, da mi je zapisan, ki je v zidki ali pa v zvezdah. Položeno. Zdaj, predvsem me zanima, ko si šla potem, v gradbene vode. To si bila predvsem tudi že v šoli bolj v moških kolektivih, ali kako? Pa jaz tudi v vrtcu sem bila jaz že bolj v moških kolektivih, veš. Jaz se nisem s punčkami igrala, jaz sem se z Lego kockam, pa one neke take palce, pa tiste vogalčke smo imeli, smo si akvalunge sestavili z tistih palc, pa smo biksali po tleh. Jaz pa še dva fanta, veš, pa se je še kakšen najde, če je bilo dosti igrač. Zgodba jasna, vse se je sestavljalo, mislim, meni se tudi to sestavljajo, ker sestavljanke ali pa Lego kocke, zdaj le te tvoje zgodbe. Zdaj v svojem poklicu najbrž uživaš, si se našla v tem, to, kar počneš. Saj v bistvu z možem skupaj delata, če prav razumem. Ne, on dela v eni kamenški firmi, jaz sem pa v Litiji. Hvala Bogu. On pravi, da je delovček, ne. Jaz sem pa gradbeni inženiring, mi pa projektiramo, pa nadzore vodimo, pa tako. Visoke gradnje, nizke gradnje, vse, ceste, mostovi. Vse, ja. A veš, danes je zadeva taka, da je težko biti toliko specializiran, ne, moraš malo bolj na široko lovke postaviti, pa nekako gre. In tvoj, dajva reči, najbolj zahteven projekt doslej, ki ga lahko morda kje občudujemo? Najbolj zahteven se mi zdi, da se ta moment še dela, no, ampak drugače pa imamo, veš, kakšne ceste, tlele po Litiji je veliko, po Moravčah jih je nekaj, kakšni vodovodi, tudi kanalizacija se najde, tudi kakšne hiše, naša hiša recimo tlele, v kateri zdajle sedim pa čvekam, to sva midva projektirala, ker še sploh nisva bila poročena v bistvu, no. To sva pa skupaj projektirala, ja. Mislim, zelo lepo. In se da v njej lepo živeti, a bi zdaj že kaj spremenila? Ja, lej, vsako stvar bi spremenil, še prednje do konca postavljeno v končni fazi, jaz dvomim, da je kakšen toliko idealno zase naredil, da ne bi ničesar več spremenil. Ne verjamem. A kot inženirka, mislim, to svojo
žilco, pa z občutkom, za mere, pa za kompozicije, konstrukcije in tako naprej. Imaš kakšno poklicno deformacijo, da kaj vidiš, pa kaj razmišljaš, kako bi bilo pa to boljš, pa drugače? Ja, to pa so poklicne deformacije, ja, valjda, seveda. Veš, greš, ne vem, lafaš ali pa hodiš tam, kje po kakšni vasi ali pa sploh še ven z vasi, pa vidiš kakšen strk vzod, ki je podprt tako preklo. Ker ne pade zato, ker ni šole naredil, da bi mogel vedeti, da more pasti, veš, ker to pa kar stoji, ne vem zakaj. Ne, po vsaki računici bi se mogla kakšna stvar podreti, ne, pa se ne. Zanimivo, mogoče boš potem, ko boš enkrat v penzionu, se ukvarjala s kakšnimi takimi projekti, pa restaurirala stare kozovce ali pa stare senike, pa delala z tega nove bajte. Če veš, kaj moja penzija je pa še toliko daleč, da se še ne razmišlja o tem, kaj bom takrat počenjala. Mislim, čez 20 let bolj, ja. Ja, veš, kje je še to? Ti imaš še veliko stvari za narediti, ja, še veliko cest za potegniti, ja, pa tunelov, pa stolpenc, pa karkoli pa že, ja. Rabimo gradbince tam zunaj. No, mogoče to je panoga, v kateri primanjkuje vseh sort kadrov, od vrha do dna, je tako. Mislim, nočem biti zdaj že zlobna, ne, pa veš, vsako kamšno drugemu tudi ve, kaj povedati. Zadeva je taka, sej kadrov je načeloma dosti, ne. Problem je v tem, da glih kar čisto vsak, pa tudi ni najboljš, no, ampak lej. Nekateri so se mogli znajdeš so se po svoje parat ali ime, a veš, to je po svoje, prav po drugi strani je pa zadeva taka, da tudi javna naročila so zdaj tako naštimana, da šteje samo najnižja cena, a veš, pa kako je pa s kvaliteto, pa z vsem ostalim, bo že nekak, ne, sej. Sploh ne bo šla v te debate, ker lahko pridejo do kakšnih dogodkov, ja, ki so bili zelo tragični, pa so povzročili, bom rekel, kakšne tektonske premike, pa pusta zdaj to. Čakaj, zdajle si kje? V Litiji, v Vačah, kje domuješ? Domujem na Vačah, v službi sem pa v Litiji. Kako se reče prebivalcu oziroma prebivalki Vač? Po mojem, da Vačanka. Ne, ker gor imaš te situlo, vaško situlo. In jaz sem zmeraj mislil, da je vaška kot na vasi, ampak v bistvu... Kaj je na vasi. Kaj je na vasi, ampak v bistvu iz Vač to izhaja, ne vačka, ampak vaška, je tako. Ja. In potem sem razmišljal, kako se vi Vačani, Vaščani, Vačanke, kako se med sabo nazivate, če se sploh prebivalci tega kraja blizu geocentričnega središča Slovenije. Ja, se pravi, vaška, a veš, kako je s to slovenščino, je tako, da nikoli ne veš, kaj je prav, pa kaj ni prav, pa 100 let nazaj je bilo drugače prav, zdaj pa spet drugače, pa čez 5 let bo drugače. Ampak Vačani, ja, pa Vačanke. Ker bo še enkrat organizirala trail na Vačah, ja, treba to poimenovati vaški trail, ne pa to čudno. Ja, a veš, kako je, ne, trekking smo že imeli, pa je bil kulturni trekking po osebni izkaznici, tako da, a imaš že ta staro osebno izkaznico, ali imaš že ta novo? A vidiš, no zdaj pa že to problema, je biometrična ali ni biometrična, pa kako ne gre za to, če je biometrična, gre za to, če ti tisto izkaznico pogledaš, pa če veš, kaj gledaš, potem gledaš izogib se tega okoliša, kaj je tukaj pri nas. Pa to je noro. Se pravi, vsako slovensko denarnico ste prišli, Vačani. Noro. Mislim, podobi se, pravično je. Smo šli družinsko gledati situlo 2 leti nazaj, tam gor v vaše konce, ja, komi sem našel, z Litije tam gor, pa je tam na enem vogalu pač postavljena tista reč, ja, pa malo je napisana, se treke turistov oziroma obiskovalcev, ali je to bolj ali manj zapuščeno, saj ne vem. Mislim, zdaj, koliko se kar bi mogel tlele gor vprašati v gledališču Kolenska, oni to bolj vodijo gor pa dol, pa to pokažejo, pa še kaj povejo zraven. Drugač pa se pa pokaplajo, tako kakšne, veš, ko greš, ne vem, recimo na sprehod na Zasavsko goro, ne, pa srečaš babico, mamico, pa enega otročka zraven, pa iz kje ste pa vi prišli, jaz grusupelga. Pokaj pa, ja, smo slišali, da je tlele gor vaška situla in smo prišli pogledati. Sredi tedna dopoldne, veš, tako. Iz ljubega miru. Zdaj,
Zdaj, kam bi se, a ne, draga Maja, pač vače tamle uvrščale? A je to neka srednja Slovenija, Ljubljanska kotlina, je to malo že Zasavje, malo ne vem kaj, kje v Veš, bistvu? kako je, to je pa triki, ne? Zdaj, če ti gledaš, da je geografsko, ne, je meja Dolenjske gre po Savi, se pravi, Dolenjci nismo. Okay. A veš, pol je pa meja med Štajersko pa med Gorenjsko, je pa tamle dol pod Trojanom, ki je za cesto en kamen. Tako da, se pravi, čisto pravno, formalno smo očitno Gorenjci. To sem hotel Ampak, slišati. ne, politično smo pa zdaj zasavska regija, ker je Litija od leta ne vem kjerga 2005 ali ne vem kjerga že, nismo več osrednje Slovenska, ampak smo zasavska regija. So nas regije zapirali v glavnem, ali pa v občine, se ne vem več, Občine, v glavnem, ko so nas zapirali, je bilo to čuden, v glavnem v Ljubljano, ne, lahko pa sem šla v Trbovlje. Mislim, vi ste res križišče, presečišče kultur slovenskih, a ne? Mislim, noro, tamle se srečujejo njih Dolenjci, ne Štajerci, Zasavci, Gorenjci, Ljubljančani, mislim, kakšna mešanca, nič čudnega, da ste tako čudoviti ljudje, ja, da ste malo tudi Gorenjci. Kam pa hodite trenirati v hribe, Maja, a? Vi, Vačani in Vačanke? Ja, mislim, zdaj, a veš, mi lahko to kar doma počnemo, zaradi tega, ker kamorkoli greš, je nek klanc, ker po ravnem ni ničesar, a veš. Kdo je bil tam ve, tako, ja, tako. Če hočeš pa kakšen ta zaresen hrib, pol je pa že mačkan bolj vsaj kele od Kamenka gor zaiti, ne. Kaj pa pri vas, deva kakšne naštet, kakšne kucle, ki so tebi ljubi, pa po katerih se pač preganjaš takrat, ko se ti da in imaš čas? Mislim, inventar sem bolj ne na, se pravi, pot okrog Slivne, ne, oziroma, ali kako se že imenuje? Ja, pot okrog Slivne, to je tako 10 kilometrov, a veš, tak lušen krogac in je med drugim Pivkal, ki je najvišji vrh Moravške občine, recimo, ne. Pol po ta drugi strani je pa na vzhodno stran, recimo v Dvač je pa Zasavska Sveta Gora, to je pa tudi ena romarska cerkev gor, je pa od moje bajte do gor 6 kilometrov pa pol, se pravi, pa gor pa dol, pa jih je 13, pa greš malo naokoli, pa jih je 20. Mislim, noro, pa bi kdo mislil, da se ne da trenirati. Kaj se ne da? Seveda se da, ne, seveda se da še. A veš, kako je s tem, ne, meni se tudi zdaj ne da, ker me tako vse boli, pa mislim, da ne morem, veš, pa se ne da, ne, veš, če postaneš, pa greš se veliko da. Kako mi je to znano, ja, ampak zato se pa pogovarjam, recimo s tabo, Maja, da bo ena drugega navdušila spet, da bo jutri šla ven, jutri bo sonce, ba je, ja, in bo za izkoristiti, noro bo in bo za izkoristiti lep pozno zimski dan za kakšno rekreacijo, da ne bom te vprašal, če si danes že tekla, kdaj si se nazadnje rekreirala, Maja? Ja, se pravi, zdaj se še malo cajtam, ampak veš, kva sem bila se pravi, ne prejšnji teden, še en teden nazaj, v sredo sem bila na Velikem Slomniku. Res sem šla gledati, če res cveti. In? Ja, in ja, je bilo nekaj. In cveti. Ja, cveti. To še pozebst ne more, ker je toliko trpežen. Ja. Mislim, super. Maja, lej, ok, zdaj bova rekla takole, ne. Teč ne maraš, vseeno se prijaviš na 65 kilometrov v Istro, ne deluješ mi kot ženska, ki bi jo bilo pretirano strah takega izziva, ne. Ja, tudi ne taka, ki bi si najela trenerja, da bi jo treniral ta izziv, ali pač, no, tvoja pot. Ja, ne, a veš, če za tak izziv jaz ne rabim trenerja, jaz rabim trenerja za gorski maraton. Pa prišla tudi do trenerja. No, ampak vseeno, me zanima, no, ti si rekla, zdaj grem pa jaz v Istro, daj mi, da greva v Istro 65, piši, to je naslednjega aprila, ampak ja, vmes si pa rabila še kakšen izziv in pol je prišel ta knap in tako, ali zato, ker si pač poznala ljudi, ki so te zvabili tja, daj mi to zgodbo povej. Ne, jaz nisem nikogar poznala, ki me zvabil tja. Si pač sama zvohala to reč. Ja, a veš, saj pol, ko se začneš za nekaj zanimati, pa ko imaš nekaj v glavi, da je treba nekaj narediti, ne, pol se tudi informacije najdejo, a veš, in pol takrat je bilo glih tako, da so se po YouTubeu pa vse posod okrog so bili Leon Cestnikov, pa Polona, zdaj se Urbanija piše, se mi zdi, pa Srečo Deželak, ne. Te trije so ropotali in so naropotali, kar so rabili, in Maja je bila tam. Maja je šla potem k Leonu Cestniku na novoletni trail v Zasavje in, a ne,
tudi tam jo ni minilo, da bi ta šport rekla, to ni zame. Ne? Prej navdušilo, praviš. Pravzaprav, ja. Na koliko kilometrov si šla najprej? Ja, ne. Šla sem na 48, problem je bil v tem, da je bilo tam gor po Čemšeniški planini res toliko nevaren, da so jo skrajšali. Tako da mislim, da je pol prišlo okrog 36 kilometrov, pa ne me vprašati, če je to res, ker sem bila brez ure in pojma nimam, koliko kilometrov je bilo. Ampak to je bilo takrat v taki še butični zasedbi, a ne? To ni bilo takrat lih. Ja, pa niti ni ali bilo pač. toliko prijavljenih, se mi zdi, no. Bi mogla iti pogledati v rezultate, jih nisem nikoli toliko čekirala, da bi vedela, ampak je bilo kar nekaj ljudi. Ampak takrat to so bile še zgodnejša leta slovenskega traila, rečemo temu, a ne? Se prej so bili gorski maratoni, pa gorski tek in tako naprej, ampak neki ta prava trail scena se je pa šele imela za postaviti, a ne? In recimo, da je bil Knap trail eden tistih, ki je bil med prvimi na sceni, drži? Bi znal biti, ja. Ker potem je bila še Levi Pava, pa Slo 100 in tako naprej. Ampak, ja ne, čak, zdaj, če sem jaz prav spomnila, jaz mislim, da je tudi Vipava bila 2015 prva, Tako. pa Slo 100 je bil 2015 prvo v septembru, pa so bili pa najbrž naslednji let naprej. A si predstavljaš, v enem letu samo 3 zaresni traili, pa to je borih 10 let nazaj, a? Si moraš misliti. Ja, koliko se je zgodilo vmes, a? In ti si bila pri začetkih zraven, a ne? To se ti morda zdi kar malo dobro, a ne? Da si, ko se je tvoja trailaška kariera rojevala, se je v bistvu slovenska trail scena postavljala v bistvu na noge. A veš, da nisem okoli o tem razmišljala, ker a veš, jaz sem zmeraj imela občutek, da tam nekaj švinglam, a veš, ne? A veš, ali resno trenirajo Madonca, a zastopaš ta štos. No, ampak, mislim, meni si ti fascinantna, ne? V bistvu ne da se te demotivirati, a ne? Spoznam veliko, ogromen tekačev, tekačic tudi, a ne? Ki imajo ves čas neka samospraševanja, da niso dovolj dobri in se zaradi tega ne prijavijo na kakšno reč, da bog ne daj ne bi bili ne zadnji, predzadnji, bolj prezadnjih, da jih potem ne bi brukali na Stravi pa na Facebooku, da jih sploh, a ne, bi tam kar to gledali, tudi če nič ne objavijo, v glavnem sploh ne grejo, a ne. Ti se s temi predsodki nikoli nisi preveč ukvarjala. Če bom zadnja, jaz grem tja, ker se hoče imeti dobro, ali kako. Povej mi, ta tvoj pristop, filozofijo, če hočeš. Ja, pravzaprav je bilo tako nekako, ja. Jaz sem nekako, spet sem pristopila jaz na inženirski način, ne. Traso imamo, dolga je tok, limite imamo, dolgi so tok. A lahko jaz, preračunam do tega limita tok na uro, do tega limita tok na uro, a jaz to zmorem? Recimo, da bi šlo, ne, če pa ne bo šlo, bo treba pa malo zlaufati. Tako je bilo, jaz sem imela vse tajminge naračunane, v Excelovi tabeli. Mislim, ampak to res dober in s takim zanimivim pozitivnim pristopom, ne gre se tle za čim boljši rezultat. Tle se gre za to, da pridemo skozi, če ulovimo limit, smo svoje naredili, če ga pač ne, poskusimo naslednji let. Ja. Pa ja, recimo tako. Pa ti je bravo, mislim, kaj so ti, recimo, ko ti prideš na to sceno, praviš tam cel kup enih natreniranih posameznikov in posameznic in pride pač Maja Sakač Rožmanec tja, pa reče, živijo fanti in dekleta, počakajte me na cilju, spite kakšen pir, pridem sigurno. Ja? Ja, in prišla je Maja, ki je imela zmeri največ slik s terena. In so te vsi fehtali za te slike, pol, ki so vse spregledali. Ja, valjda, s tem pol je bilo treba, pa so že pričakovali, da bo, ne vem, fotoreportaža na Facebooku. Se pravi, ti si bila tista, ki je začela ta trend potem in foto in rekel, zapisov pisnih ovekovečen dogodkov, ki so jih... Ne, to pa ne. To pa ne. Jaz sem začela, se videl, da se moja knjiga začne s 100 mil Istre, ne? Na polno. To je bilo 2016. Se pravi, meni cel 2015 manjka, pa še let, ko sem kolesarila in let prej mi vse manjka, ker jaz nisem vedela, da je treba poročil napisati. Poje pa enkrat Katja Drobežova rekla prav, da trail ni zaključen, če ni poročil napisan, ne? Po se pa Maja drži tega, pa pol je treba pa napisati, ne? Po se pa, kaj je bilo treba, mislim, do takrat so bile res sam fotoreportaže, ja, sicer s komentarji, ne? Ampak
pol z tiste stotke je bilo pa že toliko, da je bilo pa že kaj napisati, no. Mislim, ta pravi so rekli, ja. Ta pravi so rekli, ja, da mora kaj napisati, ker pol se ni znala ustaviti. Ok, začela si nastopati in potem pisati. Rekla si, ok, gremo na knap, pa je bila prva Istra. Istra je dosti prav, si lahka. Tja greš za to, da se preizkusiš na razdalji, ki jo drugje mogoče ne bi poskusil, ko se je pa tebi recimo zdela ta Istra. Pa, tista Istra 65-kilometrska, ki je še takrat bila, je bila zelo zanimiva, ker smo štartali v Buzetu, pripeljali so nas iz Umaga, postavili ven direkt na dež, ulivali je pa tako, kaj iz škafa. Jajks. In preden smo sploh štartali, smo bili mokri k miši. Super. In potem je bilo jasno, pa ti lahko predstavljaš, ne, po Čemažu se drajsati, po blatu se drajsati, tam je bila ena pot speljana res po Čemažu, ampak tako, a veš, tako po stran, ne. In ko si telebno, si se odpeljal porit direkt v en graben, v vodo. Če sem imel srečo, si jo mogoče celo falil, pa na enem kamnu pristal, da nisem imel luže še v čevlju. In pol je šlo tako, a veš, kje je tu padal pismo? Meni se zdi, da je a smo bili na Opertalju takrat, ali kaj, v glavnem enkrat je pol malo nehal padati, tako da do zvečer, ko sem jaz prišla v cilj, sem bila pa že skoraj suha. Čak, ne boš rekla, da si cel dan čof, pa to si mogla biti zažuljena do vratu, ali kako, Bog pomagi. Ja, no, pustimo stati. To bo detajli. Tudi to ti ni dal, tudi to ti ni vzel vesela, da se ne parjala, pa še ne naslednjo, ali kako, ker to so pa res tiste brutalne zadeve, ker rečeš, a se zdaj vprašala, pa se tega mi pa res ne bilo treba, no, pa toliko lepih stvari bilo. A veš, da to najbolj ena redkih, ker se nisem nikoli vprašala, kaj mi je pa tega treba. To si vzela za sveto za gotovo in tako mora biti in gremo naprej. V končni fazi, tako sem se odločila, to je, a veš, zdaj pa, če je pa žulj na levi, pa na desni, pa ne vem, kje še vse, pa ko se prebrneš pa po kolenih, pa ne vem, kje potočeš, mislim, a je kakšen tak, ki ni nikoli. Mislim, itak, da ne. Da ne, no. Ja, no. Da ne, mislim, smo otroci ali kaj, da se mu zdaj za vsak žuljček sekiral pa jokcal. To je res, to je res. In ok, Istra je pa že vse malo večja, no, ali kako, Istra, še tudi takrat so bile to prva leta, ampak to je že malo večji dogodek, ko si vse skupaj, tam si že malo več ljudi tudi spoznala, videla, da pač to je kar zanimiva scena, ali kako? Pa ja, veš, najbolj, mislim, takrat, ko sem bila jaz v Istri, vem, da sem po imenu poznala Petra Macuha, pa se pa že počas nehal, ne. Petra Macuha sem poznala pa zato, ker je na Knap trailu v eni mlakuži škrpec gubil. In sem ga takrat prehtela in takrat nisem bila ta zadnja, a veš, ne, pol, ko je pa on mene spet prehitel, sem bila pa spet ta zadnja. Tako da Peter je bil edini, ki sem ga na Istri že poznala po imenu, ne. Katja Drobežev sem pa tudi srečala, ona je pa, ne vem, je bila druga ali tretja ali celo zmagala v kategoriji, ne vem, v glavnem nekaj na štengah, in je ona mene pozdravila in mi sploh ni bilo jasno, kje ona mene pozna. Ne. In je valjda, veš, vmes je bil pa še na knapovski poti za 8. marec, ne, ko so najo pa tudi natunkala, veš, da sva tudi šla, ne, in valjda sem jaz, ko so že vsi pico jedli, sem šele jaz uletela na Fertik. Tako da očitno so me poznali, ja, že takrat. Temu se reče pusti dober vtis, ja, da te drugi poznajo bolj, kot poznaš ti ostale. To je to, ja. Ne? Maja, vsaka je letela na sceno na najboljši možni način, ampak dobro, ne? Narediš 65, rečeš, ne? Voda se je odtekla, kam gremo pa zdaj? Dokler gremo pa kar na 100, pa zakaj pa ne? Vsi delajo 100, gremo pa na 100. Kakšen je limit na 100 v Istri? Pa mislim, da je bil 30 ur, ampak ne me čisto za jezik potegniti. V glavnem še je bilo neke rezerve. To je zdaj že ful, ampak odločitev za 100 je bila pač potem organska, ki se je rekla 65 v tem dežju. Je šlo, pa zakaj pa ne, pa še 100. Ja, ne, spet je isti Sandi je kriv, ne. Ta Sandi, nesrečen Sandi. Ja, isti Sandi je kriv, seveda, veš, naslednji let, se pravi 2016, ne, so tisto 65 na 69 potegnili, ne. In je bila Istra 69 kilometrov, ne. Pa človek meni reče, spet valjda na košarki, ko smo mulce čakali, prav, ja pa, a ni škoda, pravili 69, to je skoraj 70 kilometrov, prav še 30 jih narediš, pa je 100.
Veš, da jaz spet zdam, Sandi je rekel. Ja, pa kar parjavče Sandi rekel. Pa sva bilo parjavljeno na 100, a veš tako. Brez premisleka, lej se, a veš, tega ne poskušajte doma, ne, se bi temu rekel. Kje so, ja, joj. Ampak to ni za delati. To je za razliko, ne, rečemo, kakšnih cestnih ulter, ne, so treli pač kaj bolj zviti, ne, nobena 50 ni 50, nobena 100 ni 100, a ne, če piše 100 je ponovadi saj 108 ali pa 109 ali pa 112 ali pa. Pa v Istri je bilo isto, a ne, tu ni bilo več samo 100. Mislim, da je bilo 106 takrat nekaj tašnega, ali 100, v glavnem več je bilo kot 100, no. Zdaj pa reče Maja, to se bomo pa zdaj resno pripravljali, zdaj pa ne bomo naredili samo 3 treninge, ampak 13, ali kako si pa 100, a ne, stopila? Mislim, jaz ne morem reči, da sem kakšen resen pristop do kakšnih treningov imela. Pač hodila sva naokoli, veš, midva sva trenirati. Midva sva že takrat prvo let na Istro začela tako, ajde lej, tam gor je Miklavž, ne, do Miklavža je 12 km, gor pa dol je 24. Aha, tam na unstran so Janče, ne, pa pejva midva na Janče, ne. Ja, pa čak, sem kako, a zdaj bova šla iz Janč po isti poti nazaj, ja ne, greva midva na Kresnice, na Janče, pa greva tam dol na Laze, pa bova že čez Cicelj nazaj prišla pa čez Miklavža, ne. A veš, in tako se pol podaljšvala te kroge, no, nič resnega trenirala, sem pač malo več sva hodila, veš. Pa pol, kaj ste jim recimo, ker je treba tudi glavo strenirati, ne, nedelja popoldne, sneg pada, veter je, dež je vmes, a greva na Zasavsko, no pa peva. Veš, pa Damenova mama reče, kam pa vidva zdajle gresta na Zasavsko? Ja, a ti pogledal ven, kakšen je vreme? Ja, prav ja, ampak greva ven zdaj na Zasavsko, ker je treba glavo trenirati. Pa so šla, veš, mama se je parela za glavo, valjda, si ni vedela, če sva diht, ne, ampak tako je bilo, no, lej. Ok, spet si povedal nekaj, kar poslušam velikokrat pač itak pri fantih, dekletih, ki delajo pa 300, pa 400, pa 600, pa ne vem kaj vse, ne, da se telesa ne moreš bolj natrenirati, kot ga lahko, ne, oziroma, ne, še bolj natrenirano telo, ki ga glava pusti na cedilu, ja, je pač samo natrenirano telo, pri katerem piše DNF. Po drugi strani pa manj natrenirano telo, ki ima nad sabo dovolj odpičeno glavo, lahko dela čudeže, ali kako, ne? Zdaj... Ja, tle bi pa najbrž mogel biti kakšen psihiater zraven, da bi vedel, kaj povedati o tem, ampak ja, očitno pri meni to tako je, ja. Ker je tudi sreča, da že lahko tista prvo let, ko sva ta prva 100 naredila, ne, je rekel prav, lej, zate sem pa vedel, da jo boš, ne, kako pa ti pa tvoji, a veš, trenirali, kako, a veš, pa tvoji so odstopali, jaz sem šla pa skozi. Ja, prav, veš, ti imaš pa glavo poštimano. Noro. Ne vem, lej, a sem toliko prsmojena, ali pa imam toliko nadihtano, a veš, da me nič nazaj zglajza, ne. Ampak, ajde. Ne vem ti povedati. Mislim, res me zanima, ne, okej, ne, bom enkrat za vraga, bom šel na tole istrsko 100, ampak bom šel bolj počas, ravno zaradi tega, da ne, pogledam, bom rekel, v to brezno, ampak pa ne na tak način, da bi me pogoltnilo, ampak da ga lahko tudi prestopam. Rabaš recimo 27 ur za 100 km, to je dober dan, se pravi, itak imaš dan, pa noč, pa tako naprej. Ko štartaš počasi, ne, pa prideš do prve ključevalnice, pa se ne smeš računati, koliko je še 97, noro. Ne, mislim, to zna biti pogubno. Mislim, to zna biti pogubno, koliko je še, ne. Midva se ponavadi, ne, če si že pogledal na uro, koliko je, ne, aha, lej, 10% je že, aha, lej, zdaj pa že 20% tudi, pišu pa lej, kaj je že pol mim, ne, pa se, valjda, veš, če imaš 10% narejeno, pomeni, da moraš še 90 narediti, ne, ampak 90 je prevelika cifra, veš. Se pravi, moraš uporabljati trike, ne, pozitivna motivacija, ne negativna, nikakor ne pač gledati, da je kozarc, a ne. Poln ali polprazen, ja, res je. Znaj pomagati, no. Ampak si imela kakšno, vsem si imela v teh 70 urah na svoji prvi 100, kakšno krizo si pa imela, temu se pa ne da izogniti, tudi če si še bolj pozitivno naravnan, pa če vse poješ. Kriza je bila zjutraj, ko se je dan začel delati, ne, in jaz valjda maširam in Damjan prav, ja pa daj si
očarana taka, ne vidiš, da sonce svet, ne se tega moti, ne mene nič ne moti. Ja, valjda me ni motil, če sem pa spala po pot. In dobesedno sem mižala in hodila. Tako da ta kriza je bila v bistvu najhujša. Sej pola, veš, kakšen klanc malo težje zgrizeš, pa greš malo bolj počas. Pol sem se na stotki, recimo, sva prišla na tranzicijo v Buzetu, ne. In sem se kar usedla na klop in sem rekla, ti, kva pa če ne več, ne. In pol sta prišle Uršula pa Andreja, ki sta glih zaključile svoj biznis tam, ne vem, kje sta bile na Butoniga, kaj se vem, v glavnem tam je neki jezero, tam sta bile one dve na okrepčevalnici, na 100 majlerci in sta prišle na Malco, po mojem, ko sta zaključile svoj biznis in sta se zraven usedle, ne. In potem je Uršula začela ne. In je rekla prav, a veš, prav, ampak ko pa človek misli, da ne more več, prav ima pa še 50% rezerve, ne. In jo pogledam prav trapast, ne, tako okrej se grem jaz kar stuširat, pa grem pol naprej. Pa je ta zadeva rešena. Dejansko si se stuširati in sta krive. Top, mislim, še ena mala skrivnost velikih mojstric, ne, lahko se vmes stuširaš, pa te ne mine vse, da bi šel kar ležati, ampak greš naprej osvežen. In pomisliš, ja, da če si čist crkven, da si šele na pol. Super. To je znano reklo, ja, v bistvu, ko si čist fertik, si v bistvu šele na pol. Jaz sem zmeraj mislil, da se s tem tolažijo pač oni arktični raziskovalci in podobni, ne, ker pač pol na koncu umrejo v večjem ledu, ne, ko grejo na neskončne poti, ampak očitno pomaga tudi na 100-kilometrskih trailih. No. Kole je bilo, zdaj je pomagal, po mojem, da je pomagal, ali? Zdaj mi jo povej, okej. Da prva stvar mi povej, Damjana večkrat omenjaš, pa skupaj hodita, ne bom rekel trenirata, pa skupaj sta na dirkah. Očitno sta zelo usklajena, mislim, njega, pa praviš, da je tekač, pa je več treniral, pa tako naprej. Nikoli ne mika, da bi rekel, Maja, daj ti naredi svoje, jaz bom pa malo naprej letel, da se mečkaj zgodim. Ja, sej, a veš, v tem, ko so se midva začela pogovarjati, ne, so bili začetki, pa midva drugač, zdaj sploh ne greva več skupaj, mislim, greva še kdaj, ampak sva bolj srečna, če greva vsak po svoje, posi pa vsak svojega hriba slikco pošljava, veš, to je pri nama tako zdaj. Ampak na začetku sva res, se pravi, 65, kot tista prvi trail, 65-kilometrski v Istri sva res dala skupaj, ker je bila tudi noč vmes. Pa obe 2 stotke, pa kakšno 75, kot to sva dala, drugač se pa midva, veš, čist ta prvo let sva bila še malo skupaj, pa se je začel pa to, veš, ker je on, jaz ga ne morem, mislim, ni variante, da ga jaz lovim, veš, da pa on mogo mene čakati, bi pa že najbrž tudi bil podrušil, veš. Ja, se pravi, tudi za dolg in uspešen zakon, razumevajoč, seveda fajn, da si pošiljata slikce tudi z različnih hribov. Ja, a veš kaj, se pravim, midva greva še včasih tudi skupaj, ne, če nič drugega že zato, da zgleda, a veš, da nam bo kakšen misli, da sva čisto skregana, ne. Ampak drugače pa se pravim, veš, če more on mene čakati, je ves nesrečen, če moram pa jaz njega loviti, pa krepam. In ni nobenega haska od tega pola, veš, in pol gre on po svoje lafat, jaz grem po svoje kolovratat, slikca. Cilju se snideta in vse spet. Ja, doma sva pa ponovati, ja. A veš, vse tle okrog je dosti za hoditi. Če greva pa tako kam, da se malo dlje zapeljeva, pa že stopva skupaj. Nazadnje sva bila mandelansko let na Olševi. Vidiš, sej pa kar lastna, se imata še štemplje zbirata slovenske planinske poti, ali kaj. Ja, jaz jih zdaj, ja, pa je tudi to iz provokacije rata, veš. Damjan ne zbira štempljev, jaz sem bolj pridna za take zadeve. Pa nisem imela namena, ampak je bilo tako, veš, ko lansko let sem si umislila knjižico Litijskega planinskega društva, ki je 10 let nazaj šla, ne, ob 100 let, 20 let nazaj je šla, ob 100-letnici, a veš, in je naslov knjižice izgel se na 100 slovenskih vrhov, ne. Opa, in sem si lansko let zamislila, da bi jaz to poštamplala, veš, pa me pa majčkeno zdravje skrivil in mi je še za letos ostale 30 ali 35 štempljev. No, pa vse, 2/3 si jih naredila, noro. Ja. In kateri so noter taki markantni, recimo, ja? Mislim, par 2000 je kar zelo markantnih, no. Zdaj, a veš, komu je markanten, ne? Dobro, meni je všeč. Ali pa recimo
prestrelnik ali pa recimo visoki kanin, ki ne gre čisto vsak gor, je že ena taka stvar, ki jo je pa za počekirati, ne. Ki so jih pa zvohali tele fante iz Litije in vsem dalo knjižico noter. Oziroma zdaj se lahko, da sem se ti zlagala, no, ampak visoki kanin je najbrž v razširjeni SPP, no, ampak je parkrat takih, pa Mojstrovka mislim, da je noter, pa Olševa recimo je bila, ne, pa take. Koliko teh manjka? Koliko štempelčkov ti pa v ta zeleni knjigici manjka SPP-ja? Še. Julici, Kamniško-Savinjske, kjer ga je največ tam not? Kjer ga je največ? Ja, lahko rečem, da imam od Maribora do ta prva, ki mi z mariborske strani manjka, je Poštarski dom pod Ušlo goro. Okay. Ali pod Prešernom se reče. No, v glavnem, tista je ta prva, ki mi iz štajerske strani manjka. Se pravi, a je Poštarski dom? Menda je Poštarski dom. Pa Ušla gora sta ta prvi iz tiste strani, ki mi manjkata. Pa razširjene imam precej več narejene, no, kakor prav zares SPP. No pa, ajde. Mislim, šok mora imeti cilje. Saj Bog ne daj, da bi prehiter vse naredila. Ne? Ja. No, to je res, ja. To je res. No, mislim, tiste bo že poplezala tam, ne vem, kaj že tam gor iz zadnjice najtežjega, ko greš na Kriške pode, imaš tam kar nekaj izhodišč, no tam gor si gotovo že hodila. Ampak, a veš, da nisem. Ne? Ni, a veš, lej, pa smo spet tam, ne, Maja spet ven štrli. Jaz se nimam za kakšnega hudega planinca, a veš. Jaz sem v tole padla bolj ka ne po nesreči, ker če bi koga še 6-7 let nazaj vprašal, ne, da Maja sploh ne mara v planine hoditi, a veš, in Maja ne hodi v planine. Pol je pa tako pršala, veš, da so bili tele razni traili pa gorski teki tudi po hribih, a veš, pa sem šla na Ratitovec, pa sem šla na Porezen, pa sem šla na Črnoprst, a veš, pa se je pa začel, ne, pa me je pa Kajzerca, ne, Maja tudi. Ne, ta me je pa namočila, ne, ta me pa zvleče čist posod, kamor ni treba. Ljubezen do hribov, spoštovani lahko zadobite tako, da se prijavite na kakšen trail, ja, pa potem čakate, da vas bo zagrabil. Ker slej ko prej vas zagrabi, pa greste delati slovensko planinsko pot, recimo. Zakaj pa ne, res je lepo. Zelo korist, če imaš kakšnega fajn odbitega prijatelja, no, ko te itak vleče posod za sabo. Bravo, pa najte si kakšnega odbitega prijatelja, če ne pa pokličite Majo. Čeprav Maja nima veliko cajta, ja, ker ima toliko veliko stvari še za opraviti. Maja, greva nazaj k trailom. Mislim, prej sem imela Leona Cestnika, ja, legendo iz Trbovelj, teče še vedno, bil je ultraš, pa trailaš, pa maratonc, ni da ni. No. Sem ga videl lansko leto, zadnje. Že dolgo pa nisem videl Srečka Deželaka. Vem pa, da je bil on tudi eden tistih, ki je želel takrat prvo 100 postaviti v Sloveniji. Prvo 100, trail 100. Bil je tudi cestni trailaš, pa maratonc, pa kolesar je bil tudi, pa trailaš in ni da ni. Kaj pa Srečko zdaj še počne? Njegov Slo 100 potem ni več po nekaj izdajah izhajal. Veš, kako tisti nesrečen Slo 100 je bil, ta je bil pa res butična izvedba, veš. Pa mislim, da ga je ne 2 ali 3 sam delal, pol je pa to... Ne vem, zakaj se niso ljudje prijavljali tja, no, jaz res ne bi vedela povedati. Pol je z nekim novoletnim Slo trailom probaval, pa se tudi nekako ni se šlo. Pol je pa najbrž, pol je pa vmes še korona prišla, pol je pa najbrž to vse skupaj kril škatlico, pa se je začel z drugimi stvarmi ukvarjati. Ja, mislim, moče bil malo pred časom, ja. Tudi to je možno, ne? Kaj pa veš, ne? Takrat traili so šele prihajali na sceno dan današnji čist drugače. Ampak ti si bila kuhana in pečena, pač na tistih izvedbah, naj si bo tekmovalno. Isto leto, če so že pri tej 100, isto leto si šla pa še tja na 100, Bog pomagi. Ja, isto leto, ne, sam naprašal rezultat. Mislim, rezultat je bil izvrsten, no, ampak da, ajde, zakaj si šla še tja na 100, se rekel, če sem že na Hrvaškem jo naredila in mora pa še na slovenskih tleh. Ne vem, zakaj sem šla. Tvoji odgovori so vedno bolj všeč. Poklicala me je trasa in Srečko in vsi ostali. Ne vem, lej, a veš, jaz sem včasih bolj predrzna, kot pametna, ne? Ja. Ni zmeri, no, ampak... Pa je tako, kar je, a veš.
kdor bi kaj več rad izvedel o podvigih naše, Maje, tole, bom spet naredil reklamo. Zakaj morate brati knjigo od Maje Sakač Rožmanec? Ker jo lahko, mislim, da je prva izdaja bo počasi pošla, na koncu bom dal seveda link, pa še povedal bom, kje jo lahko naročite, ker jih je toliko malo, je cena dvojna, ker ste zamudili prednaročila, pa veseli boste. Ne preveč reklame, zaradi tega, ker jih res ni več veliko in ne vem, če bi se spravljala v ponatis, res ne. Prizaneste ji, mislim, pošljite 100 evrov, pa če prvih 100, ko boš dal 100 evrov požrebala, pa boste dobili 3 še knjigo, kar jih je ostalo. Res je fajna knjiga, not marsikaj piše, od njenih odbitih podvigih, je pa zelo zanimivo, Baški grapi si skoraj zmeri, na tem Ratitovcu, to mi je bilo sploh fascinantno, tudi, pa še na Črnoprst si rezala. Daj mi povej, kako si izbirala, a to čisto vse samo od sebe je prišlo, da si rekla, zdaj šla pa še v Baško grapo pogledati, kam imajo tam na tistem Pušeljcu, pa kaj če bi probala tudi mogoče 70, maratona ne bom raje 100. A veš kako je, o tej Baški grapi je bilo kar veliko tudi po tekaškem forumu napisanega. Ta Baška grapa je mene tako zelo zašlatala tudi leta 2016, ta prvo let še nisem čisto vedela za eno posem, pa že, in valjda moj se je prijavil na gorski maraton in naša se je prijavila na gorski maraton, valjda ni prišla v Huda Južni skozi, ker je prepočasna, A veš, in polka imaš pa neporavnane račune, treba pa naslednje let spet iti, in valjda sem še kar prepočasna. Teh nesrečnih 5 ur! Ero se je javil za Zajčka, je rekel, bom šel jaz za Zajčka, veš, da so obadva se zamudila. Ampak potem je prišla, sreča z neba in povišala limit na 5 ur pa pol, kako je bilo že pol? Takrat, veš kako, ko sem ta drugič ne naredila, sem jokala kot dež, jaz ne vem za koga, veš, in takrat sem tudi najdla vse v Uržah, veš, kako je harmonikar kriv, ko je gor špilo, pa ko je pes kriv, ko se je mogel slikati z mano, vse je bilo narobe, veš, in je pol dejansko je Joško Dak Skoblarjev napisal, valjda na moj zapis na Facebooku ali na tekaškem forumu, se sploh ne vem, po mojem, da na Facebooku je rekel, da bo Maja drug let spet prišla, pa bomo že nekako naredili, da bo Maja to tudi naredila. In pol se je še sreča najdel, da me je nekako pritišal tam skozi. Se pravi, videla sta šla v tretje, sreča je bil tvoj pacemaker, trener, kaj spodbojevalec, priganjalec sužnjev, kaj vse? A kaj, fant se mi je zasmilil, ker je rekel, da da jajca kromati, če jaz nimam kje še kakšne rezerve, Pa ne moreš tako, veš, mislim, naspodobseno. Tako sem se mogla malo potruditi. So že greli krom, ampak ni bilo treba. Ampak sta uspela pod seveda limitom tudi priti v Huda Južno, pol pa. Pa v bistvu, a veš, kako je bil moj uraden rezultat in edini uraden rezultat z maratona je glih ta, 9:20, tako da so mi zapisali to cifro in je na ITRI je to napisan, tako da očitno je volal. Kljukca, dobila si svoje točke, tam noter si za vse večne čase zapisana kot finišerka, temu se ne gleda v zobe. Pa tudi Maja, pa Maja tudi zajoče od veselja, tako ne samo od besa, ko ji pač ne rata v Hudej Južni pride do Durnika, ampak naslednje leto, ko pa se prikotali tam dol, nazaj v cilj, to je pa bilo. A je bilo lušten? Mislim, a si predstavljaš ti to en let večin zaradi tega, ko mi ni ratal naslednje let, pa zato, ko mi je. Zdaj pa najti tle pamet, če lahko. Solze sreče, pri Maji tudi piše, da je zdaj maratonka, gorska maratonka. Mislim, to so življenjski dosežki, pa reče niso. Mislim, zame so absolutno zelo visoki dosežki to. Sploh glede na količino treningov, ki jih imam. A ti kdaj kdo reče, Maja, potem, ko zdaj so se te že vsi navadili, da si zapisala pač v teh svojih podvigih, ker, bom rekel, dolg, sočen, tudi zabaven, doživeti zapis, pa fotke priložila zraven ti, kdo je rekel, Maja, a veš, si ti kar moja motivatorka, da si me ti spravila, pa sem šel se tudi sam prijaviti, pa sem šel probati, pa sem rekel, če Maja lahko, s takim pozitivnim odnosom, morda pa tudi jaz lahko.
Ja, jih je že par mi jih je pa res rekel prav, da če ne bilo mene, pa moje stotke, da tudi ta druge ne bi bilo. Da če pa imajo lahko, pa lahko on tudi, ja. Pa kaj božga v življenju, ne samo, da dosežeš svojo stotko, da morda dodaš pomoč en push, da gre še nekdo drug in to naredi. Ma to je noro. To je, mislim, bravo, Maja. Mislim, ja, bravo. Kakšna stvar še zmeri paše v rubriko, ne poskušajte doma. To je disclaimer tudi v knjigi, je tam spodaj. Ja, posvetujte se s svojim zdravnikom ali farmacevtom ali pa psihologom ali pa šlogarco, preden se podate na te izzive in podvige. Ampak reč mi, no, Maja, ko prideš, ne vem, na stotko greš pol. Pa si šla, čakaj, katero stotko si šla pa potem? Čak, zdaj tuhtam, na katero stotko, ki ti dam. Ta tretja je bila pa leta 2018 Istra, ampak tisto sem pa odstopila. Veš zakaj? Zaradi tega, ker sem imela natrgano kolensko vez, pa sploh nisem vedela. Ouch. Ja, in moja tekma sezone je bila pa tista ljuba huda južna, pa 42 km pod Brdu. Sem rekla, to je moja glavna tekma, veš, da ne bi res srečatovih jajc kdo kromil pol, ne. Tako da tam sem odstopila v bistvu zaradi tega, ker sem zračunala, da pa bo bolj zdrav, da je mora biti to tako. Mislim, odstopi niso fajn, ampak tudi to se zgodi vsakemu ultrašu, praviš, a ne, tudi tebi se je, kako si pa ti to, sklepam, da premlinčkala hitreje kot pa kdo drug. Mislim, to je bila pa ena najbolj pametnih odločitev po mojemu trailaškem življenju, da sem tam odstopila zaradi tega, trmasta sem dosti, da bi tudi s tisto še pavo nogo prišla najbrž, ali recimo, da bi mogoče lahko prišla do cilja. Ampak vprašanje, kakšno škodo bi se v resnici naredila, veš, ker to pa ni bil sam žulj, ne. A veš, ti žule že nekak, ne, če imaš pa ti tako poškodbo, vse me je zategovalo, pravzaprav sem mislila, da me išija zeza, ker sem bila cela zategana po levi strani od pete do tukaj gor. Koliko časa si sanirala to reč potem? Ja, v bistvu smo šele pol oktobra po enem letu pa pol v resnici ugotovili, ker jaz sem imela v bistvu že od prejšnje sezone natrgano od enega badmintona, tisto kolensko vez, ne, en teden je bolel, pa je pa nehal boleti, jaz pa trmasta, kakor sem pa navajena, da mora itak nekaj boleti, nisem niti porajtala, da boli, ne, ker, a veš, moji možgani pa če rečejo, da ne boli, pa neha. Doslej ti je še zmer uspevalo, no, ali pa si imela kakšno terapijo, poseg, sam počitek, kako si pač se lotila? V bistvu nekaj terapije, pa precej počitka je bilo pol po tistem. Ja, samo to pomeni, da je pa tudi tista kondicija, ki sem jo tisto let imela, je pa nisem več nazaj nadelala, ne. Ja, ampak, saj si še mlada, ne, da ne boljše stvari se še pred tamo. Noro, ta boljše prihaja. Moram omeniti pač še dve, prej sem že omenil, leta nazaj že, ne, ko sem se dvakrat, 2 leti zapored šel pomeriti teku na Ratitovec, pa to je kar brutalna zadeva, ne. Zdaj, listavam tvojo knjigo, pa poleg trail naletim na večkratno ponovitev tega podviga, tudi pri tebi, tek na Ratitovec, večkrat državno prvenstvo, gor dol, tam pridejo res vsi tam nabrušeni. Kje za božjo voljo pa ti najdeš potem tek na Ratitovec, da ga potem daš v svoj repertoar, železni pravzaprav? Ja, a veš kako je, zato ker sem zraven pol, ne. Mislim, to je bilo retorično vprašanje. A veš kako je, što se o tem, ne, le pazi, pod Brdo pa Ratitovec, pa KBK, pa tek na Črnoprst so v en pušelc zvezan, ne. Tako. In potem en let je bila zadeva taka, da, unga 2018, ko mi je ratal gorski maraton prelafati, ne, sem rekla, fajn, ne, sej tek na Ratitovec, pa KBK, to itak gre, gorski maraton je tudi ratal, bomo šli nekako še na Črnoprst, ne, pol je bilo pa tisti let tako, da so ošiljene prekle padale gor na Črni prst in je bilo to odpovedano, ne, ampak ker je v pravilniku napisan, da če so 3 tekme regularno izvedene, da pa to še zmeri velja za pušelc, ne, sem jaz valjda pušelc takrat tudi dobila, ne, ampak ni bil hudič, veš, ne, veš, neki en črviček tle zadnji, ne, tako da sem pol, mislim, da zdaj to predlansko leto mogla zadevo pa speljati tako, s 4 cvetkami, ne, in valjda, ne, tudi umrla na Črnoprst, tako da je bilo, da Teodor me je klical, veš,
par minut do 12 in je rekel, da še enega iščejo, če je slučajen z mano. Dej, Tedi, misliš, da ne vem, da mene iščeš, če sem še živa? Mislim, ta črna prst je, ne vem, kako je zdaj, mi boš ti povedala, ampak dolga leta nazaj bo štart takoj v klanec, ja, ta prvi kilometer, brutalno v klanec, da ti res mine volja do življenja, pa se malo poravna, pa legmajna in tako naprej. Mislim, moš nabrati skoraj Jurja 400 višincev na slabih 7 kilometrih, a ne? Noro. Imaš lepe spomine, imaš na to. Res v Baški grapi itak ni nič poravnam. Ampak si pa, ko si zagledala, si prišla do bajte na črni prsti in cilj je bil zaključen. In to celo v regularnem limitu, ker je bilo do 12 limit. Gorska tekačica par excellence, mislim, kje so meje? To, kar je bilo pri meni tekat, tlele gor na črno prst, tekel je pot, to je bilo tudi vse, kar je tekel. No, sej, me prav zanima, ne, če kdo tudi od najboljših uspe odteči večino trase, no, ali pa celo prav gotovo, da ne, no, ker tam so eni odseki, so pa res nori. No. Pa ne vem, če niso bili eni trije kar pod uro gor, no. Ja, to je taka magična meja, če greš pod uro, pol si res marjasec, pol si dober. Ja, mislim, ti računi, da sem jaz tam, raj neham. A na koncu še dobiš klobaso, pa zelje, pa tako naprej dol v kulturnem domu, ali so to zdaj zamenjali s kakšno bolj zdravo prehrano? Kaj pa z črne prsti, pišu, ne spomnim se, pa smo dobili, ampak meni se zdi, da je bil od Boštjana Jezerška, da je po mojem mogel tisti let kakšen šmorn peščal, kaj tačnega. On je rad s kakšnim šmornom zraven. Šmornom je ozmerjena na KBK-jo, je tako, se zato pa tako rada tudi ti hodiš tja, ne? Ja. Tudi ja. Pa politanke, ali kaj? Ja, politanke, politanke so pa druga zadeva, ja, to pa enkrat ni bilo, pa so pol ekstra posebej nastavili nek drget, tako da tiste politanke so znane, ja. Večkrat upevane v mojih zapisih. To je svojevrstno super živilo, bi lahko rekel, za trelaše, ali kaj? Zdaj za tebe, a? Pa ja, veš, hitro poglodaš, lepo fajn, hrusta malo sladko je, a veš, in je fajn. A veš, pa lahko v roko primaš, ni zdaj to neka čokolada, ki se ti taja, a veš. To lepo v roko držiš, pa ja, bolj ke premišljujem, a ne, bolj se mi zdi, pa še mehko je za ugrizniti, a ne, za razliko od kakšnih piškotov ali pa kaj tazga, ne, zdrži vse temperature, v mrazu ne zmrzne, v vročini se ravno ne pocedi, če ni preveč bogato polnjeno s tisto kremo, ne, enostavno je to trogati, kalorično je polno, mislim, zakaj politank nimajo na večjih trailih, se sprašujem. Ja, prav zaprašati se. Mislim, to je fantje in dekleta tam zunaj, mislim. Zastonj dobivate zdajle na svete, kako lažje organizirati kakšno reč. Slovenskih trailov je kar neki, a si imela kdaj kakšen cilj, da bi šla vse obrati, imaš pač tisto stalni koledar, kamor vidim, da hodiš vsako leto, ampak zdaj so pa kar novi še vznikajo, pa imamo Obalo, pa imamo Ribenco, pa imamo, ne vem, Sočo, pa imamo tamle v Idriji neki, pa v moj strani neki, te to mika, da bi to vse odkljukala, ali se držiš bolj tistih, ki so ti res všeč? A veš, eni niso niti na vrsto še prišli, recimo temu. Na kakšnem sem bila, recimo, volonter. Imajo pa nekateri, veš, tako majčkeno preveč izbrane limite. Tako, to si izbrano povedala. Ja, pa ne smem biti pregroba, a veš, a veš, ko pa bi kakšen rekel, se pa si lahko natreniraš, pa pejte. Ja, zdaj vem, ja. To so pol tele ping-pong zadeve, ja, ko kakšnega ne vede malo sprovociraš, bo rekla temu tako, no. Ne, mislim, zdaj zadeva je taka, no, a veš, jaz sem vedno izhajala iz tega, da sem približno zračunala, kje imam jaz sposobnosti, ne. Sej se mi je tudi zgodilo, veš, da je pol kaj prišel, vmes pa mi še celo tudi tam ni ratal, ne, ampak vsaj približno, pa v teoriji, pa vse, če bi se šlo, bi pa tudi ti mogli ratati, a veš, če pa že v štartu vem, da 50 km moram narediti v 8 urah ali pa ne vem, v 9 urah, je pa brez veze, da se grem prijavljati, ne.
V 10 je bil v 10 sem že naredila recimo zadevo, da sem jo skozi spravila, v 9 pa absolutno je ne sestavam, a veš, in je brez veze sploh, da se grem prijaviti. Pa grem raje za volonterja ali pa, ne vem, sam navijati. Si kdaj imela plan iti na kakšno dirko, pa so te prej poklicali pa rekli, če bi volontirala, pa si rekla, klinc, porem pa volontirati ali ne? Tudi to se mi je zgodilo. Kje pa se mi je to zgodilo? Tudi to se mi je že zgodilo, ja. Da sem bila zaprošena, če lahko najraje se mi je to zgodilo, veš kaj, pri timingu. Če sem v Rilcih, da sem mogla tam biti, ja. Očitno ti je dobro od rok to, imaš sokolje oko in ti noben ne vidi. Ja, veš kako je, ne? Malo je problem pri tem, a veš, zdaj so čipi moderni ratali, pa se kar zelo pogosto že pojavljajo tudi čipi, tako da ni takega problema, veš. Dokler je bila pa zadeva tako, da smo mogli vsakega na roko obrniti okoli, ne, pa sej jaz zastopam, a veš, on je takrat v nekem svojem svetu, so bile pa številke vzad na Ruzaku, pa pod Podano Rakom, pa v Varžetu, pa vse posod okoli, a veš, se ne da bi hotela jaz zoprna biti zaradi sebe, veš, se kam je briga, ampak problem je v tem, da če ti ne odčekiraš vsake številke, imaš da talo. se lahko zgodi, da ti nekdo uide, pa gre domov, a veš, ti pa na koncu nimaš enega počekiranega. In kaj zdaj? A če ima gorska straža ali pa, ne vem, gorski reševalci klicati, kje nam je eden vstal, ki ga ni? Mislim, to je najhujša stvar, ki se lahko pripeti organizatorju. Ja, tako je. Sej pa, sej je tudi že kakšna grda padla okoli tega, ne, pa koliko smo tečni pa sitni, ampak ne zaradi sebe, sebe. Mislim, to so resne stvari, ne? Vse dogaja tudi nikje. Ne so resne, če ne bi bilo zraven, veš, dobro, sej lahko se zajebavamo, dokler se zajebavamo, sam kaj pa zadeva, to je lahko pa nevarna zadeva, če ti nekdo zmanjka, če nekoga ni v cilju, ne? Zdaj pa, a ga ni zato, ker ni prišel, ali ga ni zato, ker ga nismo dobili. Mislim, odgovornost je takrat kar naenkrat tudi na tistih, ki so pač bili na poti oziroma ob poti za to, da počekirajo, ne, mimoidoče. Ja, seveda, ne, a veš, pa dobro, a veš, sej nam je enkrat eden ušel. 3 smo stali s tisto aplikacijo v cilju, pa nam je ne vem kako, zmuznil. Ne, in potem, ko je meni Leon rekel, prav, ja, tega le pa ni, ne, sem rekla, kako ga nisi, sem ga jaz videla osebno v cilju in vem, da je šel že domov. Hvala Bogu, sem ga poznala. A veš, ne? Če bi bil pa to, ne vem, en iz Anglije ali pa ne vem, iz Avstrije, ali pa ne vem, sej, tudi čisto vsakega pa tudi ne poznam, a veš, pišu, kaj bi lahko bila pa zadeva delikatna, no? Mislim, ja, imaš prav, to so zelo pomembne stvari, posebej pri dogodkih zdaj, ki kar naenkrat ne samo par 100, tudi par 1000 tekmovalcev lahko privabijo na kup in razmere so lahko grozne. Par 1000 tekmovalcev, absolutno nimaš kaj na roke čekirati. Tam nimaš kaj, tako, že tam mora tehnologija, ampak odgovornosti predstavljam, ali pa če delaš vaško dirko, kjer je 55 tekačev, pa jih imaš samo 54 popisanih, enega čakajo, pa ne veš zdaj, kje ti je ušel. Vendar le že na 30-kilometrski trasi se lahko zgodi marsikaj, kaj še na 100 in podobno. Sicer hvala Bogu, veš, je na prijavnici zmeri tudi telefonska številka zraven, ne. Vsaj to, a veš, pa če ni drugega pol človeka, pač pokličeš, ne. Pa vsi imajo, recimo, da imajo telefon vsaj toliko napolnjen, da se ga dobi, ponavadi tudi zahteva na daljših, tako, ne. Pa pišuke in podobno, tako da res, da mislim, da se v Sloveniji še ni kaj hujšega zgodilo, kar se dogaja mogoče na kakšnih večjih, pa tujih tekmovanjih, ko se dogajajo tudi kakšne tragične stvari, na tekmovanjih. Ja, ni fajn, ne. Slovenci smo znani po tem, da smo tudi organizacijsko dosledni, pa picajzlasti, pa res mogoče nadstandardni in morda tudi zaradi tega tujci tako radi k nam hodijo. Kaj je težje teči, biti udeleženec ali volontirati, kaj meniš zdaj? A veš, zdaj je pa spet stvar debate, ne. Najbrž je odvisno od tega, koliko si pri kakšni stvari dosleden ali pa ne. Zdaj, če ti greš laufat, se namatraš fizično, ne. Ampak si odgovoren samo za svoje rad, pa čisto nič drugega. Ok, pa to ne boš nekoga podaril tam zraven, pa ga tam pustil ležati. Če pa ti volontiraš, je pa treba poskrbeti, da veš, da so drugi zadovoljni. Predvsem. Pa ene poznaš, pa veš, kaj jim paše, drugih morebiti ne poznaš, pa bi jim rad ustregel. A veš, pa moraš biti pa majčkeno bolj fleksibilen, kakor če sam laufaš. Povedano je.
Nimam kaj dodati. Veš, Maja. če si pa še pri časomerilcih, pa tako, kot je bilo to včasih, veš, na roke pa klukat, ne, pa že znam malo gužva ratati, ja. Ja, se spomnim, smo marsikaj počenjali, ja, na prireditvah, ki smo jih počeli, organizirali, naj si po neko javno ali pa interno, pa se je najdu tudi kdaj kakšen, ki je rekel, da si mu sekunde narobe napisal, pa minute, pa tako naprej, pa še te težave, ja, ne, pa Bog pomagi, ampak ja, mislim, samo nagrajujoče je to delo, tudi biti volonter na taki prireditvi, te kdaj mikalo, da bi sama, zdaj, ko imaš toliko izkušenj iz proge in ob progi in za progo in tako naprej, organizirala karkoli, kaj takega, kaj večjega, da bi bila ti šefica. Ne, hvala. Jaz sem kar lahko zelo priden delavček, ne, če je treba, natančno, če je treba, da bi se šla pa jaz šefa špilat, pa hvala. Pošteno Ne. povedano, ja, Ne res. me kar pokličejo, če me rabijo, pridem z veseljem, ampak ne bi se šla pa jaz organizirati tega. Mislim, sem organizirala, veš, koga sem organizirala, tisti kulturni trekking par let nazaj, to je tisto, veš, ko se iščejo neke točke. Vrh glave imaš. To je moj limit. Maja Stakač Rožmanec, daj mi povej, no, na tvoj način, ki znaš ne samo izvrstno zapisati, ampak tudi artikulirati in verbalizirati svoje misli, a ne, res si čudovita sogovornica, a ne, prehiter bo minila tale ura pa pol, če že ni, ampak vsem te moram kakšno stvar še vprašati, namreč, kaj ti je dal trail tek, a ne, v tej knjigi not, ki kar bohti od dogodivščin, premislekov, pa predvsem ljudi, no, malo ti že polagam besede v usta, ampak vseeno, ne, se mi zdi, da ne samo, da ti bogatiš, rekel, to sceno, pa tiste, ki so prisotni na njej, tudi tebe ta tek, pa vsi v njem bogatijo, bom rekel, na duševnem, na življenjskem, na vseh možnih nivojih. Ja, a veš, kako je? Zdaj zadeva je taka, ne, jaz moram zmeri nekam pripadati, ker če ne pripadam, pol imam občutek, da mi nekaj manjka. In hvala Bogu sem pač tle najdla tako sceno, da so me recimo temu sprejeli, ali pa recimo, da smo kompatibilni, no. A veš, noben se v nobenega preveč ne vtika, ne, vsak je zadovoljen s tistem, kar drugi počnejo. Neka skupnost taka je čist neformalna, ampak močna. A veš, in jaz zgleda, da sem tak tip človeka, da črpam energijo iz tega, iz dobre volje, recimo tega. In tam je ful dobre volje, zastopaš. In meni največ pomeni, veš, da tudi, če ne morem laufati, a veš, da pridem tja, pa objavim tega, pa stisnem unga, pa pozdravim tretjega, veš, in to meni, to una leta, ko smo bili malo zaprti zaradi raznih dogodivščin, mi je ful mi je manjkalo, veš, in pol človek se spet mačkam tako, a veš, ko bi hotel malo brezno past, no, v glavnem, zdaj se namalam na kakšni stvari, že samo zaradi tega, da sem zraven. No in, evo, mora potem obdelati še pač, kako je prišlo do tele knjige, ne, zadnjič si mi povedala, da, tvoji zapisi so sočni, jaz sem še malo še za nazaj brati, ne samo skozi knjigo, tudi tako, da sem videl, kako je to izgledalo na Facebooku, ker marsikaj zgrešim zadnja leta, ko premalo časa preživim na socialnih omrežjih, ampak ja, si pač ena tistih, ne vem, pa je Peter Macuh, pa Dušan Ravter, pa Ivi Hrastovc in podobni, ki znate sestavke potegniti malo dlje, malo več vložiti v kakšen zapis, tudi zato, da občestvo morda kaj podoživi. No zdaj, kdo te je pa potisnil v to, da si dejansko šla v projekt, ki ni tako mala stvar, izdati knjigo v samozaložbi? Kdo? A veš, skozi vse te debate, ki so se te zapisi pojavljali na Facebooku ali pa na tekaškem forumu, je bilo, ja, pa koliko fajn pišeš, pa se je moglo knjigo napisati, pa to je kar naprej se to, veš, nek kutrklal, pa knjigo napisati. Veš, jaz teh zapisov nisem delala zato, da bom knjigo kdaj napisala, ne. Ker če bi mi nekdo rekel, zdaj pa se used, pa knjigo napiš, to meni ne bo ratalo, ne, sigurno ne. Veš, tle je bilo pa toliko enih zapisov, pa zdaj, veš, kaj so računalniki, imaš to itak na kompu spravljen, je bila pa zadeva samo še v tem, ne, da sem prišla enkrat tudi nekje, pa sem mojemu rekla ti, veš, on je rekel, da bi pa on knjigo kupil, če bi napisala, ne. Je prav, ja, in
Kako to misliš in? Ja, Kupu bi rekel, kupu. ja, ne. Ja, veš, če on kupuje, pa daj, ne. A veš, posle se pa spet na inženirski način, a veš, spravlja, pogledala, veš, knjige, ne, od Samota, pa od Petre, pa tako, veš, ne, 1, 2, 3, 4, koliko jih je v vrstica, 1, 2, 3, 4, koliko jih je vrstic, ne, meter v roke, a veš, in razparcelirati, da sem ugotovila, koliko je sploh materijala, ne. In si sama ugotovila, da bo to za enih 200 strani, bomo pa spravili skupaj, ne, ja, Bog pomagi, pa še kakšno pesemco bomo dali, pa bo, ja. Ja, no, tako, ja, približno tako sem se zadeve lotila, veš, pa sem si malo izračunala, koliko približno bi zadeva koštala, pa a si lahko prvošam, če slučajno popušim, če se ne bi prodali. In pa sem ugotovila, da nekaj se jih bo pa že prodali, toliko se jih mora prodati, da nam glih zdaj zagagala, ne, ok, v redu, dajmo, ne. No, ampak delati knjigo samo založbim sen, a ne, pomeni, da sam vsega ne moš narediti. Ok, ti si izbrala tekste, potem ti jih je nekdo mogel zložiti, pa narediti prelom, pa oblikovati, ali kako. Enega rabaš, da ti to se zloži. Ja, to sem pa povezak dobila, no, ampak ja, seveda, to je pa predelom je delo profesionalc, pa naslovenca je naredil profesionalc. Izvrstno je tole rata, zdaj mi povej, kako drag projekt je, no, če ni skrivno za koga, ki morda okleva, ne, tam zunaj, vem, da je cel kup piscev, ki imajo dosti materijala, pa se ne znajo tega loteti, ne vem, kaj rabiš, dve orang plači, vršt na kup, pa dati tole stiskati, pa plačati enega oblikovalca, pa smo. A veš, to je pa zelo nehvaležno zdaj govoriti, ne? Ker prvič je odvisen, če bi bilo to tiskano na gladkem belem papirju, bi bila najbrž cena krat 2. A veš, potem, če bi bili full color, tiste slikce na naslovni strani, bi bila tudi najbrž druga cena, kakor je zdaj. Pol je od količine, a veš, od količine izvodov, koliko pride cena na eno knjigo, tako da, a veš, pa v katero tiskarno, pa s kakšnim papirjem, pa s kakšnim formatom, ne, ampak, lej, izpod Jurja pa pol nimaš kaj računati. Ajde, kar v bistvu, ne. Pa je to že zelo nizka cena, no. Ja, niti ni toliko denarja, če hočete izdati, evo, sami svojo knjigo, pa če koj, da to, da imate doma naloženo v kotu, pa gledate, kako dobro ste to naredili, evo, boste Jurija pa pol vrgali na mizo, ja, pa vas bo Maja usmerila na svoje prijatelje, ki jim bojo to naredili. S tem, da so v notranjosti knjige vse slike črno-bele, ne. Da se če bi bile razumemo. pa vse tiste barvaste, ne, je pa, a veš, Juhuhu. Ampak si pa že v osnovi rekla, to bom naredila v samo založbi, ne bom iskala kakšnega založnika, da mi bodo še tam to čečkali. Mislim, pazi zdaj. Si prebral, kako je knjiga napisana? Izvrstno je, tako kaj... A ne, pazi, ja, mogoče izvrstno za brat, ampak za enega resnega založnika pa to ni, no, lepo te prosim. Pri vseh umetniških izrazih današnjega časa, ja, bi ti pa tole, bom rekel, malo po domače napisan, kakšen stavek zavrnil, ampak hvala Bogu. Ja, ampak to je izgubljeno s prevodom, veš. To je tudi res, ja. Škoda bi bilo, ja, mogoče to preveč sformalizirati, pa ne vem kako polikati, ker pa bi izgubili tisto, kar je bilo v osnovi namen, a ne, ja, žoftnost trenutka. Iz tega razloga tudi knjiga ni niti lektorirana, ne, pa, a veš, posledično je kakšna beseda najbrž malo narobe napisana, pa kakšna vejica, ki je premalo ali pa preveč. Ampak, ne, ker je bilo v bistvu namen vsega skupaj samo zložiti na kup, tisto, kar je bilo že na Facebooku, je to ni neka resna knjiga, veš, in je posledično tudi ni v nekih knjižnicah, a veš, da bi človek rekel, da si je šel kar nekam sposoditi, so v litijski knjižnici sicer potegnili 2, ne, ker so rekli, da se pa ne spodob, ne, da za lokalnega pisca ni knjige, ne, tako da so 2 dobili, ni pa to neki, no, kar bi bilo, a veš, tega ne bo široka publika brala, ne, to bojo brali taki odbitki, ki si ti pa jaz, ne, pa še mogoče kakšen tak, ki me glih slučajno pozna, pa hoče vedeti, kva jaz sem spacala skupaj. No, ampak v redu, a ne, je pač, ja, za sladokusce, bova rekla, a ne, zanimivo branje, mogoče za koga, ki se podaja v svet traila,
pa ga je mal strah, pa bo tole prebral, pa bo strah se mogoče razblinil. Siguren priporočam za vse tiste tam zunaj, ja, ki se podite na vseh teh trailih, pa boste morda ugotovili, da ste bili z Majo na isti dirki, ja, pa jo niste uspeli spoznati, no zdaj jo lahko boste. Kje se pa dobi še ta knjig, tistih 5 izvodov, ki jih še imaš, no, evo, pri tebi direktno? Samo pri meni direktno, ja, nikjer druge, ker ni bilo distributerja, ker sem vse samo potaljala okrog, kakor se jih. Tako da veste, ja, zagrebte se, bolj malih je. Ja, do 1. aprila jih ne bo več, ja, Maji se pa ne da to delati po natisov, pa tega sam zaradi tega, ker ste bili preveč leni. Tako da to, da se ve. Si bila pa povsem ponosna, no, ko si dobila to iz tiskarne toplo, še sveže svojo knjigo, Bog pomagi, si bila, ne? Ja, je bil poseben občutek, ja. Mislim, ni tako kot otrok, ampak je pa delo tvoje, je kreacija, je, a ne, nekaj je. Ne? A veš, moja mama, ki ni nikoli čisto dobro razumela, kaj se grem, ne, oziroma zakaj bi se sploh hotela kakšne take neumnosti iti, ne, jo je dobila lansko leto za rojstni dan. In jo je celo tudi prebrala in je rekla, pismo, zdaj pa jaz počasi začenjam zastopati zadeve. Saj še zmeraj ne ve, zakaj, ne, ampak vsaj približno ve, kaj se grem. In se reka, če tam njej uspela nekako to približati, pa razložiti, se je splačalo. Evo, pa kakšna lepa misel. Za konc, jaz bi se že pogovarjal s tabo Maja, ampak evo, bova počasi zaključila, sam povej mi. Zdaj pa za tiste, ki tole zdaj gledajo, poslušajo, pa rečejo, tole Majo Sakač Rožmanec, ne, to za nalaž večkrat povem, da to ne ponavljam, da kaj bom mogel komu povedati, da bom znal prav naglasiti, ne. To hočem pa spoznati, tole Majo pa moram videti, moram kakšno reči. Kje bo Maja Sakač Rožmanec letos bo gostovala, bom rekel, ne? Ker zdaj si pač tudi avtorica, na katerih trailih bo prisostovala, kje boš tekmovala, kje se te da srečati, pa še kakšno reči s tabo. Mislim, tekma po mojem, da letos tista ena, ko sem pri Renatu tudi dobila tisti kuponček za K24, za 24-kilometrsko dirko, tja se moram še prijaviti. Pa zaenkrat nimam nič drugega v planu. Se pa zna zgoditi, veš, da se na malanke tako izavogla. To pa, ja, pustite se presenetiti. Ja, pa preberite to knjigo, nekaj zanimivih, rekel, pesmice noter, ja, zelo zanimivih zapisov, feltonov, ni da ni, fotka mi všeč, ja, una tam na konc, una Storžiča, tista mi super, ne, ki gor delaš lastovko, to sem koj prepoznal, moj ljubi hrib, mislim, Maja, hvala ti, res skoraj 2 urci s vsemi tehničnimi, bom rekel, izzivi so porabila, jaz sem izjemno užival, sem prav vesel, da so se najine poti križale zadnjič, no, in da so pol kakšno več lahko rekla, pa poznam eno Vačanko, tako. No, vidiš. A veš, da je to center Slovenije tlele v naši krajevni skupnosti, to veš, ne? Premal se hvalite s tem, res premal. Iz centra Slovenije, ja, se javljava, ja, Marko Roblek in Maja Sakač Rožmanec. Hvala, Maja, res je bilo super. Upam, da se kmalu še letos spet vidva tam na terenu. Ja, hvala tebi za povabilo in se veš, kje sem. Hvala, Maja, lep večer, srečno, čau. Živijo.